Torej, pozdravljeni na tem predavanju z naslovom Zdravilne rastline med tradicijo in znanostjo in moj pogled na zdravilne rastline. Uh, torej, zdravilne rastline, če najprej malo opredelimo, o čem se sploh pogovarjamo, so kar širok pojem in nekako ni ostre meje, kaj je zdravilna rastlina po eni strani, kaj je hrana, kaj je zelenjava, česen je lahko zelenjava kot hrana, lahko je česen tudi kot v zdravilne namene, na primer v prehranskem dopolnilu ga uporabljamo. Nekateri tole super hrana je bolj tak marketinški izraz za nekatere rastline, predvsem raznim rastlinam, ki prihajajo iz tujine, radi prodajalci dodajo ta naziv super hrana. Potem imamo pa zdravilne rastline, ki jih uporabljamo bolj ali manj izključno za zdravljenje, ne, ker recimo tukaj naprej taki kot hrana so še poleg česna imam narisan še lan, potem pa šentjanževka, no, ta pa že niti nima hranilne vrednosti oziroma jo tudi ne uživamo v takih količinah, da bi nam hranilna vrednost pomenila. Tako da prehajamo pa že v bolj območje tistih zdravilnih rastlin, ki so skoraj izključno kot zdravilo se uporablja. Pa spet kot zdravilo lahko za notranjo uporabo ali pa za zunanjo uporabo. In če gre za zdravilo za zunanjo uporabo, potem nekako ni ostre meje med kozmetiko pa zdravilom za zunanjo uporabo. Recimo neka arnika, mazilo iz arnika ali pa iz ognjiča je lahko kot mazilo, ki ga uporabljamo kot kozmetični izdelek ali pa v zdravilne namene. Skratka, zdravilne rastline, ta izraz še kakor ni ostre meje med hrano, zdravilnimi rastlinami, ja, po drugi strani potem pa tudi strupenimi rastlinami, ne, tudi, ne vem, volčja češnja je načeloma strupena rastlina, ampak lahko je tudi zdravilna rastlina, če jo v pravilnih majhnih odmerkih nadzorovano, na pravilen način pripravljeno uporabljamo. Tako da tista stvar, ki zdravilne rastline nekako sicer ne čisto ostro opredeljuje, je namen uporabe, ne, kot že pridevnik zdravilne pomeni, niti ne govori o njih samih, da so kar po naravi zdravilne, ampak po namenu uporabe, da jih uporabljamo za zdravljenje. Mogoče, ja, tukaj medicinski pripomoček imam še narisan, če omenim, ja, lahko so pa simbolično imamo potem neki obliž, lahko imamo neke obliže z dodanimi rastlinskimi izvlečki za hitrejše celjenje. Imamo pa tudi to je pa že pravni status, bomo pol še do prava prišli, da ima pravni status medicinskega pripomočka tudi nekatere pastile za lizanje, recimo z islamskim lišajem, kar je mogoče malo bolj nenavadno, zakaj je tisto medicinski pripomoček. Toliko en tak uvodni pogled na to, da nekako se prepleta veliko število različnih izdelkov. Zdaj pa, če grem bližje tistemu, kar je vsebina današnjega predavanja, torej tradicija in znanost. Nekako uradna medicina deluje, se temelji na znanstvenih raziskavah in medtem ko ljudska medicina pa bolj na tradiciji temelji, to je njena temelj. In med njima obstajata dva taka odnosa. Po eni strani se drug od drugega učita, se zgledujeta, tako ljudska medicina se uči od znanstvene, kot znanstvena medicina se od ljudske. Po drugi strani je pa tudi med njima neko nezaupanje, neka distanca, se občasno tudi kritizirata ali pa celo zaničujeta. Moj pogled je seveda, da je boljše sodelovanje in potegniti iz obojega, torej iz znanosti in iz tradicije,
tisto najboljše v dobrobit človeka, ki rabi pomoč z zdravilnimi rastlinami. Se mi zdi, da tale slikca, lepo fotografija iz ljubljanske tržnice lepo simbolizira to možno sodelovanje med, jaz sebe gledam nekako kot predstavnika uradne medicine, sem le 30 let bil zaposlen na fakulteti za farmacijo, ker sem bodoče magistre farmacije učil. Gospa Terezija Nikolčič, ki pa je dolga leta, zdaj bo že kmalu, se mi zdi, ali pa je že bila mogoče letos, 90 let stara, tako da že nekaj let ne prodaja na ljubljanski tržnici, ampak dolga leta je pa tam bila nekako kot simbol zeliščarstva. Je pa se tako ona že od začetka svoje kariere in tekom celotne svoje kariere zelo rada izobraževala, tudi od, bom rekel, predstavnikov uradne medicine, uradne znanosti, tudi na naših tečajih je večkrat bila že pred mnogimi leti in še zdaj, čeprav je že upokojena, še se rada udeležuje. Tule pri meni v Divači je bila že dvakrat. No, po drugi strani pa to sodelovanje oziroma učenje je obojestransko. Tudi mi v znanosti se radi opazujemo, kaj počne ljudska medicina, in to beležimo in raziskujemo in se potem zgledujemo. Še ena slika, ki nekako simbolizira, pa mogoče pa bolj ne to sodelovanje, ampak bolj ta pogled, ki ga imajo nekateri ljudje na neki prepad med tema dvema, ljudsko in uradno medicino. To je reklamni letak za eno angleško banko, v kateri so želeli povedati, da so oni upoštevajo razlike med ljudmi in da se zavedajo, da so ljudje različni, seveda verjetno so imeli v mislih različni po potrebah glede bančnih storitev, ampak kako so ljudje različni, so potem ilustrirali na mnoge načine, no, in na enem od letakov, tako da imajo tudi ljudje različen pogled na recimo ene industrijsko izdelane kapsule ali pa za neke domače zelišča. Za nekatere so kapsule tisto, kar deluje, in so potem te zelišča nek blažji vžegan, za nekatere pa obratno, so pa tisto, kar je industrijsko izdelano, nekaj umetno strupeno, in je narava tista, ki ima vedno prav in ki pozna rešitev za vse bolezni. No, tako so imeli še za različne druge življenjske situacije oglas, kako so ljudje različni, ne samo pri pogledu na zdravje. Ta, bi rekel, distanca med uradno in alternativno medicino ali pa med uradno medicino in tradicionalno ni nova stvar. Že pred skoraj 200 leti je en zdravnik, doktor Fran William Lipič, napisal eno knjigo o medicini in o zdravstvenih zadevah Ljubljančanov, in v njej po eni strani hvali naravno zdravilno moč, kako tudi zdravnik mora vedeti in priznavati zdravilno moč narave in tako naprej. In se tudi tukajle nekako hvali z tem, kako je tudi on na primer revmatizem pozdravil z zelišči, bljuvalni koren, no, to je ena zdaj Ipecacuaja se imenuje po latinsko, se niti več ne uporablja, ampak kako je z zelišči revmatizem pozdravil. Po drugi strani pa kritizira domačo medicino, pravi mazači, da proti glistam uporabljajo sredstva, ki takega učinka nimajo, in pa da ima vsaka prodajalna dišav na zalogi želodčno tinkturo, zeliščne čaje, s katerimi mazači oziroma stare ženske vlečejo ljudi za nos. To je dobesedno zapisano.
Tako distanco je imel povsem neupravičeno, ker če mogoče res proti glistam, da ti domači zdravilci niso imeli v tistem času še prav učinkovitega zdravila, je bila pa želodčna tinktura prav gotovo zelo učinkovita že takrat in različni zeliščni čaji za druge namene, za kašelj in za take stvari. Vsekakor bolj učinkovita, kot je bila ta Ipecacuaja, pljuvalni koren proti revmatizmu, to, kar on hvali. Skratka, delitev na priznano in nepriznano je bila bolj stvar nekih predsodkov. Tisto, kar so njega naučili, mogoče na univerzi, tisto je bilo priznano, tisto je on cenil, kar pa so ljudje imeli izkušnje, pa ni cenil. No, jaz skušam biti drugačen, kot je bil, kar se tega tiče, no, saj doktor Fran William Lipič bil sicer uspešen zdravnik in sploh to, da je še take knjige, iz katerih lahko še danes potem si pričaramo duh tistega časa, da je napisal te knjige, je zelo pohvalno. No, v nadaljevanju tega predavanja bomo pa nekako šli po različnih znanstvenih disciplinah, ki lahko prispevajo k našemu vedenju o zdravilnih rastlinah. In začeli bomo ravno z zgodovino in etnobotaniko. To je tisto, kar je spet del naslova, torej zdravilne rastline med znanostjo in tradicijo. Tudi tradicijo lahko raziskujemo na znanstven način, to etnobotanika počne. Potem bomo šli pa naprej na botaniko, agronomijo, kemijo, medicino in potem še z družboslovjem končali na koncu. Pa če gremo lepo najprej na zgodovino in etnobotaniko, en tak zelo lep, uspešen primer, kako se z pomočjo tradicije, ki se znanstveno razišče, da daleč priti, je primer sladkega pelina. Sladki pelin, Artemisia annua, je rastlina, ki je že pred skoraj 2000 leti bila opisana v kitajskih spisih, kako se uporablja. Za več različnih namenov, ampak najbolj zanimivo je bilo pred okoli 50 leti, ko je kitajska vlada en vojaški projekt za iskanje zdravila proti malariji ustanovila ta projekt in v okviru tega projekta je bilo več skupin raziskovalcev, eni so iskali po kemijski poti, ene po botanični, eni po tej zgodovinski poti. No in ravno ta, ki je iskala po starih zapisih, je bila najbolj uspešna, je odkrila ta zapis o sladkem pelinu, da se med drugim uporablja za zdravljenje malarije. Potem so to preverili s klinično študijo, kajti starim zapisom čisto so dober vir informacij, ne moramo jim pa čisto 100% zaupati. Lahko so takrat z istim izrazom neko drugo rastlino imeli v mislih, lahko so z istim izrazom imeli drugo bolezen v mislih, lahko je bilo tisto opazovanje subjektivno, tako vrsta razlogov, zakaj ne moramo povsem zapisati takim starim zapisom. So pa dober vir navdiha, informacije potencialne, in s klinično študijo so pa ta učinek v tem primeru potrdili. Torej, sladki pelin je res bil učinkovit za zdravljenje malarije. Eno leto kasneje so potem tudi ugotovili, katera snov v sladkem pelinu, artemizinin je to, takrat še ni imel imena artemizinin, je imel to kitajsko ime, Huang Shousu, ne vem, če sem pravilno izgovoril. Kar je koristno, da je ta snov izolirana, ker v tem primeru, sploh pri takih resnih boleznih, kot je malarija, je dobro imeti pripravke, ki so ponovljivi. Da je res vsakemu bolniku, ki mu damo ta pripravek, da vemo, da bo učinkovit. In to je najlažje vedeti, če vemo, katera snov je zaslužna za učinek, da torej preverimo, če je te
zdravilne snovi dovolj. Oziroma, če damo bolnikom kar izolirano zdravilno snov, kajti v tem primeru potem niti ni pomembno, ali je letina slaba ali je dobra, ali ima sladki pelin veliko artemizinina ali ga ima malo, ker to je stvar proizvodnje. Če bo dobra letina, bomo dobili iz iste količine rastline več artemizina, če je slabša manj, ampak bolnik bo zmeraj dobil enako artemizinina. No, in tukaj so potem to v klinični študiji potrdili, tudi strukturo ugotovili, s tem nekako tudi lahko sklepali na stabilnost, na vodotopnost in na take stvari. Pri tej zanimivo, da so pri ugotavljanju kemijske strukture artemizinina tudi slovenski raziskovalci, profesor Leban, Golič in profesor Japelj so sodelovali in objavili v Acta Pharmaceutica Jugoslavica kemijsko strukturo. No, in Kitajci so potem to s pridom uporabljali. Zanimivo pa je, da je nekako skoraj 30 let trajalo, da je zahodni svet to artemizinin kot zdravilo proti malariji sprejel. Tukaj nekako bi jaz ocenil, da je šlo za predsodke, prvič pred nekem, kar je kitajsko, in pred nečem, kar je iz starih zapisov izhaja. No, ampak potem okoli leta 2000 so pa na Zahodu še enkrat izvedli klinične študije, so hoteli še sami preveriti in se je potrdilo, da artemizinin res zelo učinkovit proti malariji, in tako se še danes uporablja, je eno najpogosteje uporabljanih zdravil proti malariji. In pred 10 leti je ta kitajska raziskovalka, ki je takrat pred 50 leti vodila ta del projekta, iskanje v starih zapisih, je dobila Nobelovo nagrado. Pa če gremo še na en primer, na prstec, no, tukaj, to je pa rastlina, ki se je v Evropi uporabljala, in je potem en angleški zdravnik, tukaj pa ne pred 50 leti, kot je bilo tukaj na Kitajskem, ampak pred skoraj 250 leti opisal ta učinek. Skratka, ga na znanstveni način, seveda ne s klinično študijo, ker takrat pred 250 leti tudi uradna medicina še ni poznala, ni imela takega znanstvenega pristopa s kliničnimi študijami, ampak s svojim recimo nekoliko bolj objektivnim opazovanjem preveril, da to, kar so zeliščarji uporabljali, da res deluje v predelu pri kakšnih srčnih težavah, na prstec se uporablja pri srčnih težavah, in kmalu ugotovil, da je na prstec lahko tudi strupena rastlina, da je treba natančno zagotoviti odmerjanje, kar je pa ravno zaradi prej omenjenih razlik med letinami ali pa med rastišči težko. Kemijske analize, da bi kemijsko strukturo učinkovine z naprsteca takrat kot pred 250 leti še ni bilo, zato so uvedli standardizacijo z biološkimi testi. Skratka, vsako šaržo so na živalih potestirali, da so ugotovili jakost tiste šarže in potem primerno preračunali odmerjanje. Potem šele bistveno kasneje so potem uspeli tudi izolirati to učinkovito snov in določiti kemijsko strukturo in se še danes uporablja v taki obliki ta pripravek iz te zdravilne rastline. Je pa kar neprimerno, da bi na prstec uporabljali zeliščarji v obliki nekih enostavnih pripravkov, tinktur ali pa čajev, ker bi bila prehuda nevarnost zastrupitve, ker lahko predoziramo zelo hitro in so lahko posledice nevarne. Po drugi strani pa, če pa premalo doziramo, so pa ravno tako posledice lahko nevarne, kajti gre za hude bolnike s hudimi srčnimi težavami, ki nujno rabijo ustrezno zdravljenje.
No in še zadnji tak primer, kako je nekako iz tradicije preko znanosti prišlo do nekega sodobnega zdravila, je pa primer vrbove skorje, za katerega že iz antičnih časov obstajajo zapisi, da se uporablja proti vročini, vnetjem, bolečinam. In potem so nekako pred 200 leti iz te iz vrbove skorje izolirali salicin, ker so sicer takrat vedeli, da je vrbova skorja res učinkovita, ampak so opazili, da za res velike učinke vrbove skorje bi bilo treba recimo 10-20 gramov vrbove skorje. To je pa kar precej, to je tam enih 10 do 20 čajnih žličk. To v čaj skuhati pa popiti, pa je to potem zelo grenak, trpek čaj. No in zato so že takrat, čisto iz praktičnih razlogov, da bi to skoncentrirali, so želeli izolirati samo učinkovito snov, odstraniti pa te ostale grenke, trpke snovi. No in pri tem se mi je zgodilo, da je salicin se kar sam od sebe pretvoril v salicilno kislino, mogoče malo neplazljivo postopke v laboratoriju, ampak so ugotovili, da ni to nič hudega, ker tudi salicilna kislina, ne samo salicin, je ravno tako učinkovit. Sicer nekoliko dražji želodec, ampak je učinkovit. No in potem so tudi našli še druge vire salicilne kisline, predvsem brstovolistni oslad je bil zelo dober vir, še boljši kot vrbova skorja, predvsem ga je lažje nabirati. Če imamo eno dobro rastišče brstovolistnega oslada, ga lahko kar požanjemo, medtem ko z nabiranjem vrbov skorja je pa kar veliko dela. Pa še en kemijski razlog je, zakaj je bil brstovolistni oslad bolj ustrezen, pa ne bom šel zdaj v podrobnosti, bolj hlapne snovi so v osladu. No in potem so proti koncu 19. stoletja ugotovili pa, da je acetilsalicilna kislina, torej če jo kemijsko še malo spremenijo, še bolj učinkovita in ima še manj neželenih učinkov. Tako da potem leta 1993 je prišel na tržišče aspirin, ki vsebuje acetilsalicilno kislino in ga še danes uporabljamo in še danes vsebuje to isto snov. Sicer danes ta snov ne prihaja več iz rastlin, ne iz vrbove skorje, ne iz brstovolistnega oslada, ampak je popolnoma sintezno pridobljena, ampak ideja je pa prišla iz rastlin in iz tradicije. Ja, to je še ena sodobnejša embalaža tega istega zdravila, pa seveda tudi druge tovarne lahko isto delajo, ker je patent že zdavnaj potekel. No, tudi pri nas na fakulteti za farmacijo, kjer sem delal, kjer sem bil zaposlen do letošnjega leta, smo se ukvarjali z raziskavo različnih tradicij. Tukaj je en članek, ki sva ga s kolegico Matejo Lumpert pripravila, to je bil v bistvu njen doktorat, in sicer je primerjala tradicijo uporabe zdravilnih rastlin na Krasu in na Gorjancih. In začuda ugotovila kar nekaj razlik. Niti ne po naboru zdravilnih rastlin, uporabljajo so bolj ali manj iste rastline na obeh regijah, ampak po namenu, recimo kamilico na Krasu večinoma uporabljajo kot pomirjevalo pri psihičnem stresu, pri raztresenosti in takih stanjih. Medtem ko na Gorjancem so pa želodčne težave glavni namen uporabe kamilice, pa tudi drugi nameni še. Zanimivo je bil tudi velika pestrost pripravkov iz zdravilnih rastlin. Zdravilne rastline, ko slišimo za zdravilne rastline, največkrat pomislimo
na čaje pa tinkture. No, res so bili poparki najpogostejše način pripravljanja zdravilnih rastlin in pa potem maceracija v žganju, torej tinktura, drugi najpogostejši. Ampak vrsto še različnih drugih možnosti je. Lahko kar sveže ali posušene plodove zaužijemo, ne da bi jih sploh pripravili. Lahko si liste uporabljamo, zaužijemo semena, popke, ena taka zame iz te raziskave nova stvar je bilo, da se tudi omleto lahko pripravlja iz zdravilnih rastlin. Pa v tem primeru ni šlo za omlete, kjer bi bile rastline kot začimba dodane, ampak res zdravilna rastlina v skladu s tisto definicijo iz začetka predavanja, ki sem rekel, da je namen zdravljenja. Skratka, taka namen, omleta je imela namen zdraviti, ni bila rastlina dodana zaradi boljšega okusa omlete. Tako toliko še malo na kratko o tej naši raziskavi. In s tem sem nekako ta zgodovinsko-etnobotanični način raziskovanja na kratko predstavil. Zdaj grem pa na botaničnega. Tudi botanika, seveda že tudi, ko se ukvarjamo z zgodovinskimi raziskavami, mora botanika sodelovati, da sploh ugotovimo, katero rastlino so v tistih starih zapisih omenjali, ker so imeli takrat malo drugačne izraze, malo drugačen drug jezik, drugačna narečja in drugačna poimenovanja rastlin. Tako da to je v zgodovinskih raziskavah pomenilo, pa tudi pri današnjih. Ko se danes pogovarjamo ali pa ko se z zeliščarjem pogovarjam, pa mi omenjajo kakšne rastline, včasih nisem siguren, katero rastlino imajo v mislih. Ker imamo Slovenci bogat jezik, skratka veliko narečnih izrazov, tako da isti rastlini lahko damo različna imena, kar je pa mogoče še malo bolj zmedeno je pa, da isto ime lahko pomeni različne rastline. Tako da pravilno na nekak strokoven način, ne bom rekel nujno znanstveni, ampak že pri strokovnem načinu je pravilno označevanje rastlinskih sestavin v nekem izdelku je, da navedemo popolno ime rastline, najbolje latinsko ime, ravno zaradi tega, ker v slovenščini imamo lahko različne sinonime. Pri latinskem imenu pa se tudi včasih zgodi, da ima kakšna rastlina dve latinski imeni, nikoli pa nima isto ime dveh rastlin. Tako da z latinskimi imeni res imamo popolnoma jasno, katero rastlino imamo v mislih. In pa popolno ime pomeni tudi, mora biti vrsta. Če imamo recimo, tukajle omenjam spodaj ameriški slamnik, imamo več vrst ameriškega slamnika. In še imamo škrlatni, ozkolistni, bledi in ker nimajo čisto enakega učinka, pa niso bile enake raziskave narejene, tako da moramo torej popolno, da gre za vrsto škrlatni ameriški slamnik. Kaj jaz vem, pri jelko imamo pa eno sama jelka raste v Sloveniji, ampak vseeno, po svetu so pa tudi druge vrste jelk, tako da pa potem gozdni lišaj. No, že izraz gozdni lišaj lahko pomeni tudi še kakšen drug lišaj, zato je koristno uporabljati še latinsko ime Usnea barbata. Poleg, ko opredelimo točno, katera vrsta, o kateri vrsti govorimo, je potem pomembno tudi, kateri del rastline, gre za plod. Pri pegastem badlju nekateri tudi liste uporabljajo, ki so sicer bistveno manj raziskani, imajo bistveno manj tradicije, imajo bistveno manj teh zdravilnih snovi, ki so v pegastem badlju, zanimivi kemijsko tako imenovani flavolignani so v pegastem badlju. Skratka, moramo povedati, je plod ali je mogoče listi. Pri ameriškem slamniku je pa sploh v uporabi tako korenina kot cvetoča zelj. Lahko pa kdo tudi samo cvetove brez listov uporablja. Lahko pa cvetočo zelj, to pomeni ves nadzemni del
cvetove, lista in stebla. Potem tip pripravka je pomemben, a gre za tekoči izvleček, pripravljen s kakšnim topilom, ali gre samo za nezdrobljeno rastlino, recimo laneno seme, ali gre za destilat, recimo če gre eterično olje iz poprove mete. Vse to je pomembno, da se lahko potem uporabnik ali pa če smo zeliščar, ki prodaja te izdelke, in jih bo potem nekdo mogel uporabiti, mogel vedeti, kako koncentrirana je recimo tinktura, koliko je not. Če že ni bila kemijska analiza narejena, ne moremo vedeti, koliko je not zdravilnih snovi, ampak vsaj to, koliko rastline je bilo not namočeno v tinkturi, to pa je korektno tudi, da se navede. No, tako to vse recimo, da spada še v širšem smislu pod botaniko. Potem agronomija je naslednja veda, ki tudi sodeluje pri raziskovanju zdravilnih rastlin. Tukaj se spomnim eno našo raziskavo na ameriškem slamniku, ki smo jo delali pred leti na fakulteti, kjer smo primerjali, kakšna je vsebnost zdravilnih snovi in kakšna je količina pridelka, če so njive namakane ali pa če niso namakane. No, ugotovili smo, da se količina pridelka precej poveča na namakanih njivah, teoretično bi se pa lahko s tem vsebnost zdravilnih snovi zmanjšala, ker če rastlina hitreje zraste, če je bolj vodena, bi bila lahko vsebnost zdravilnih snovi manjša, zato smo tudi to preverili, pa ni bila. No, tako na srečo se je izkazalo v tistem primeru, da ni bila, da je bila vsebnost zdravilnih snovi enaka, torej je namakanje čisto ustrezen ukrep, da si povečamo pridelek in dobimo enako kvalitetne rastline. Ni bil pa tudi večja vsebnost, enaka vsebnost zdravilnih snovi je bila. Toliko recimo od agronomije. Potem analizna kemija, fitokemija je tista veda, ki ugotovi, katere snovi so zaslužne za učinek. Seveda mora sodelovati z vsemi, že prej, ko sem rekel, ta agronomska raziskava, vpliv namakanja, smo mogli tudi analizno kemijo uporabljati. No, pri analizni kemiji dam pa primer, ko smo v izvlečku iz vej bele jelke, ki ga na Fakulteti za farmacijo tudi intenzivno raziskujemo, ugotavljali, katere snovi so, no, in tukaj smo ugotovili kemijske formule, imena teh snovi so matajrecinol, sekoizolaricinol, in zdaj, ko vemo, katere snovi so tiste, ki se nahajajo v jelki, lahko lažje nadzorujemo kvaliteto, lažje primerjamo zdravilnost jelke iz višjih, nižjih nadmorskih višin, iz starejših dreves, mlajših dreves in tako naprej. Ker bi bilo težko zdaj vse to, recimo zdravilnost ugotavljati iz prakse, da bi zdaj iz prakse nekateri zeliščarji uporabljali, ne vem, iz višjih nadmorskih višin jelko, nekateri iz nižjih in bi potem primerjali njihovo uspešnost. To bi dolgo trajalo in nezanesljivo bi bilo. Medtem ko kemijska analiza hitro pokaže razlike, če vemo, katere snovi so zaslužne za učinek. No, potem tukaj bom kar združil v eno farmakologija, toksikologija in klinične raziskave. Tukaj pa tisto že kar je ne samo za raziskovalce, ampak že za uporabnike, zeliščarje ali pa čisto uporabnike, ljudi, ki se hočejo zdraviti z zdravilnimi rastlinami, pomembno. Da vejo, kako deluje, mogoče farmakologija še ni tako zanimiva, ker mogoče ljudi ne zanima točno, kako deluje, na katere receptorje v telesu se veže, jih pa zanima toksikologija, skratka, ali je varno, ali so kakšne interakcije, torej lahko skupaj z zdravilno rastlino tudi ostala zdravila uporabljamo, kakšne so meje izpostavljenosti. In pa potem klinične raziskave, no, to so pa za uporabnike najbolj zanimive, katere bolezni res zdravi določena rastlina, katere stopnje bolezni, na kakšen način jih pozdravi, kako hitro jih pozdravi, to pa pokažejo klinične raziskave.
Če se še malo vrnem k toksikologiji, saj, za neko strupenost ugotoviti so sicer na malo bolj krut način, že tudi ljudje, s svojimi izkušnjami, s tradicijo, prepoznali, katere rastline so pa strupene. Ampak, to velja predvsem za tiste, ki so akutno strupene, akutno strupena rastlina pomeni, da je to rastlina, ki jo enkrat zaužijemo in imamo že težave ali pa lahko manjše težave, ne vem, prebavne težave, lahko je pa tudi, smrtno nevarna kakšna rastlina že ob enkratnem zaužitju. Obstaja pa tudi tako imenovana kronična toksičnost, ko pa se, poškodbe v telesu kopičijo, in se šele po 10 letih uporabe, pri določenem deležu uporabnikov pokažejo, težave, lahko zelo hude težave, lahko odpoved jeter na primer. Ampak samo pri enem deležu, recimo, notranja uporaba gabeza je taka, ki akutno ni strupen, tako da če ga enkrat tudi kar velik odmerek zaužijemo, ne bo kakšnih hudih težav. Ampak tudi če majhen odmerek dlje časa uporabljamo, bo ne pri vseh, ampak pri mnogih uporabnikih prišlo do lahko celo popolne odpovedi, jeter. No, in take kronične toksičnosti pa ljudje s svojimi ljudskimi izkušnjami niso mogli prepoznati, tako da tule pa je nujno znanstveno raziskovanje, rastlin. Tudi za znanstveno raziskovanje rastlin je ta kronična toksičnost trd oreh, težko je to raziskovati, ampak, za ljudsko opazovanje je pa to sploh pretrd oreh, ker ko nekomu, ne vem, čez 10 let uporabe gabeza odpovejo jetra, je to težko pogruntati, da je bilo to zaradi gabeza, ker ta človek je v teh 10 letih še marsikaj drugega uporabljal, in tudi ljudje ne pomislijo, da bi lahko nekaj takega, škodili. Če bi bil nekdo 10 let alkoholik in so mu odpovedala jetra, pol že, ne, ker je to nekako taka bolj očitna stvar, ampak gabez izgleda pa dosti nedolžno, pa ni s temi svojimi pirolizidinskimi alkaloidi, tako imenovanimi. Toliko, torej o teh, kliničnih, o toksikologiji. Klinične raziskave pa, morajo biti tudi izvedene nekako pravilno, da so objektivne. Pa bom pokazal to na enem primeru, ene naše raziskave s Fakultete za farmacijo. Ravno tudi prej omenjeni izvleček iz vej bele jelke smo testirali, in sicer njegov učinek na krvni sladkor. Raziskava je bila dvojno slepa. Kaj to pomeni, da je bila dvojno slepa? To pomeni, da ne, prostovoljci niti, osebje, zdravniki, ki so bili s temi prostovoljci v stiku, niso vedeli, kdo kdaj dobiva, to našo belo jelko, kdaj dobiva prazno zdravilo, placebo, kdaj dobiva pa eno primerjalno, zdravilo. Seveda pa smo imeli zapisane šifrante in tudi jaz, ki sem pripravljal te kapsule, sem vedel, v kateri kapsuli je kaj, ampak jaz zanalašč nisem bil v stiku s temi prostovoljci, da jim ne bi sugeriral, da ne bi sugestivno deloval in nekako tega njihovega placebo učinka, ne, placebo učinek je tisti, ki nastane zaradi sugestije, avtosugestije ali pa zaradi sugestije, soljudi. Potem je bila raziskava randomizirana. To pomeni, da je žreb določil, kdo bo najprej dobil, belo jelko, kdo bo dobil pa v tistem tednu, prazno zdravilo. Kajti v tem primeru, so vsi prostovoljci dobili vse te primerjalne, torej belo jelko, prazno zdravilo in, primerjalno zdravilo, ampak v različnih tednih. Če pokažem naprej, tako, 3 zaporedne srede, tole je simbolična kapsula bele jelke, prazna kapsula in kapsula z enim že uveljavljenim zdravilom proti sladkorni bolezni, ki se imenuje akarboza. No, in pa kontrolirana je bila študija,
To pa pomeni, da smo poleg bele jelke imeli še kontrole, v tem primeru kar 2 kontrole. Temu rečemo negativna kontrola, placebo, ker pričakujemo, da nima nekih fizioloških učinkov, lahko ima pa placebo učinek. In pa pozitivna kontrola, torej z nekim zdravilom, za katerega že vemo, da ima tovrstne učinke proti sladkorni bolezni. No, ti prostovoljci so na tešče zaužili 100 gramov belega kruha in potem skupaj s kruhom te kapsule. In potem smo merili glukozo v krvi po različnih časih po tem zaužitju. Odvzeli smo kri in jo dali na analizo. No, in se je pokazalo, da če so vzeli placebo, to je modra črta na tem grafu, jim je sladkor kar precej narastel. Če so vzeli izvleček iz bele jelke, tukaj je pod imenom Belinal na tem sliki, je zelena črta, je bil pa sladkor ni se tako močno povišal. No, če so vzeli pa akarbozo, to že uveljavljeno zdravilo, sintezno zdravilo, je bil pa učinek še nekoliko močnejši kot z jelko. Tako da to je skratka klinični učinek ugotovljen z dvojno slepo, randomizirano, kontrolirano raziskavo in objavljeno v mednarodni reviji, da lahko kdorkoli vidi in tudi pokritizira, če se mu zdi, da ni bila raziskava najbolj ustrezna opravljena. No, računali smo potem še glikemični indeks iz teh podatkov, pa tukaj ne bom šel v podrobnosti, pa merili smo tudi inzulin, ki se je manj povišal, skratka, je trebušna slinavka bila manj obremenjena. Če so bolniki skupaj z kruhom dobivali še izvleček iz jelke. No, s tem sem nekako ilustriral klinične raziskave. Zdaj grem pa še na pravo in ekonomijo. Pravo je mogoče malo dve družboslovne vedi, mogoče malo presenetljivo, kaj pa te dve vedi lahko pripomoreta k raziskovanju zdravilnih rastlin, ampak tudi pravo sem nekako moral opredeliti, kakšen način proizvodnje bi bil najbolj ustrezen. Seveda spet skupaj s tehnologijo, informacijo, ki pove, kakšni so možni načini proizvodnje. Ampak pravo pa pove, a je smiselno zdravilne rastline v kakšnih primerih dopustiti, da jih proizvaja živilska industrija, v kakšnih primerih moramo zahtevati, da jih proizvaja farmacevtska industrija, ki ima strožje nadzor kvalitete, strožje boljšo izobrazbo osebja, vse vmesne kontrole, vso dokumentacijo. Kje je tisto pravo ravnotežje med tem, da ne bomo preveč obremenili proizvajalcev z neko nepotrebno birokracijo, pa da bomo vseeno dovolj zaščitili potrošnike, da bodo dobili ustrezno kvaliteten izdelek, da ne bomo po eni strani preprečili tradicije in uničili neke dediščine in po drugi strani zaščitili uporabnike pred kakšnimi možnimi tudi nevarnostmi slabih izdelkov. Torej, kakšen je način proizvodnje, kakšna je registracija potrebna, strožja ali manj stroga, primerna, kakšne navedbe na izdelku so primerne, pod kakšnimi pogoji. No in seveda pravo se meša tudi s politiko, ker to je tudi neke vrste družbeni dogovor, da se odločimo, kakšno stopnjo varnosti v družbi hočemo imeti. Saj tudi tako kot v prometu je jasno, da večje, ko so omejitve hitrosti, bolj varno bo, ampak bo pa manj praktično, ker ne bomo nikamor prišli. Če bi vsi vozili 10 na uro, bi bilo zelo malo prometnih nesreč, ampak nikamor ne bi prišli. Tako da en kompromis je treba narediti vedno. Kje pa je tista prava kompromis, pa mora potem tudi družba preko politike povedati.
No, ampak pravo kot znanost, recimo en tak primer je, ko je bil na Evropskem sodišču, ko so pravniki mogli tudi, naša pravnica, Verica Trstenjak, iz Maribora je, en obsežen dokument napisala v tistem primeru na Evropskega sodišča, ki jo je razsojala, a je česen primerno, da je kot prehransko dopolnilo, skratka, da se nahaja v kapsulah, pa je proizveden v okviru živilske industrije, pa brez registracije, da pride kar na trg, kadarkoli se proizvajalcu to zazdi, ali bi bilo treba, da je zdravilo, torej izdelek, ki je izdelan po strožjih standardih in mora biti registriran, in da ga predhodno, preden pride na tržišče, neodvisni organi preverijo v celoti od kvalitete do navedb na izdelku. No, in potem iz prava, pa preko politike, ekonomija, no, je tudi veda, tukaj se pa najmanj spoznam, ampak, tudi zdravilne rastline so lahko in so od nekdaj bile lahko tudi posel, imajo neko dodano vrednost, ne. Tukajle sem iz, koliko je to, 70 let starega, časopisa, iz leta 1955, skopiral, en članek, ki opisuje, kako so, na Dolenjskem, v 2 mesecih za 12 milijonov takratnih dinarjev, nabiralci nabrali zdravilnih rastlin in jih prodali odkupnemu centru. To je bil podjetje Gosat je odkupovalo. Jaz sem to preračunal, preko inflacije, devalvacije, konverzije v evre in tako naprej. Skratka, realna vrednost teh 12 milijonov dinarjev takratnih je v današnjem denarju, skoraj 350 tisoč evrov. 350 tisoč evrov je pa kar lep zaslužek. Če je bilo to 100 nabiralcev, ki so si tole razdelili, pomeni, da je vsak dobil 3500 evrov današnjega denarja, ne, kar je za tiste čase, bilo, za tisti standard, ne, kar, velik zaslužek. Še danes, ne, se da, sicer so mogoče v ospredju, drugi pristopi, ni toliko nabiranja, je gojenje, predelava, svetovanje o zdravilnih rastlinah, ne. Skratka, še danes lahko, si marsikdo najde, svoj zaslužek ali pa svojo dodano vrednost preko zdravilnih rastlin. Tolikole sem jaz imel, pripravljeno.